Se kdaj vprašaš, zakaj stranke kupujejo in zakaj ne? Kaj vse je potrebno, da pride do nakupa? Mogoče imaš vrhunsko ponudbo, ampak nimaš pa strank. Potrebne so 3 ključne sestavine, ki odločajo o tem, ali se bo kupec odločil za nakup ali ne. Uganeš, katere 3 sestavine so to? Klikni pauzo in zapiši spodaj v komentar. Zelo ti bom pa hvaležna tudi, če klikneš subscribe in me tako podpreš, da lahko še naprej ustvarjam takšne vsebine. Torej, poglejmo vse 3 ključne sestavine. Prva sestavina je sestradano in rastoče občinstvo. Preden me čudno pogledaš, naj ti razložim, kaj imam v mislih. S tem mislim, da služiš občinstvo, ki ima problem, ki ga ti rešuješ. Torej, sploh obstajajo ljudje in obstaja sploh problem, ki ga ti rešuješ, za katerega ti ponujaš rešitev. Ali še bolj po domače povedano, da za tvojo ponudbo sploh obstaja neko povpraševanje in kupci. Ni pa dovolj, da obstaja samo 1 ali 2 osebi, za katere ti rešuješ problem. Potrebno je, da je tvoje občinstvo rastoče ali vsaj, da ne stagnira. Torej, fino je, da teh ljudi ni zmeraj manj in manj. Ti dam za lažjo predstavo še en primer. Če recimo razmišljaš o videoteki, potem mogoče razmišljaš, da obstajajo ljudje, ki želijo gledati filme. In res je. Ampak problem je, da v dobi te tehnologije obstaja vedno manj občinstva, ki želi po film iti si sposoditi v videoteko. Sploh, če razmišljamo o videoteki z filmi na tistih velikih kasetah. In na drugi strani je tudi vedno manj tehnologije, ki te kasete recimo sploh podpirajo. Torej, tega občinstva, ki bi si šlo sposoditi v film, v videoteko, je zmeraj manj, če še sploh obstaja, zato imeti takšen biznis mogoče ni najboljša ideja. Na kratko povedano, torej potrebuješ eno tako sestradano občinstvo, ki ima velik, trdovraten problem, ki si ga res neizmerno želijo rešiti. In to čim prej, in fino je, da je tega občinstva v resnici vedno več. Druga sestavina je magnetično privlačna ponudba. Zdaj, ko ti je jasno, kakšno je tvoje občinstvo, komu želiš služiti, kakšen točno je njihov problem, je čas, da pripraviš točno za njim pisano na kožo magnetično privlačno ponudbo. In ta ponudba naj ne bo neka tehnika oziroma metoda, ampak rešitev, ki jo iščejo. Ali drugače povedano, nihče recimo si ne želi mesečne vstopnice za fitness, večina od teh si bolj želi imeti izklesano telo, mogoče želijo shujšati ali kaj podobnega. In če torej ponujaš mesečno vstopnico za fitness, je mogoče to smiselno preoblikovati in ponuditi raje rešitev, ki jo iščejo tvoje idealne stranke. Vem, da je zdaj to malo bil plastičen primer, ampak mislim, da zdaj razumeš, kako lahko svojo ponudbo še izboljšaš. Tretja sestavina je učinkovit marketing. Če imaš fantastično ponudbo in občinstvo, ki komaj čaka, da kupi to tvojo ponudbo, ampak v resnici nihče ne pozna te tvoje ponudbe, ne pozna tvojega posla, potem se ne bo prišlo do prodaje in tvoj posel najbrž tudi ne bo preživel. In tudi občinstvo ta tvoja krasna ponudba ne bo koristila kaj veliko. Zato je nujno potrebno, da poskrbiš za učinkovit marketing. In kaj mislim s tem? S tem mislim, da redno vsak dan iščeš ljudi, ki imajo problem, ki ga ti rešuješ, z njimi gradiš dobre odnose in jim pomagaš na poti do rešitve. To so te 3 ključne sestavine, ki sem jih želela deliti s tabo. Te pa vabim, da spodaj v komentar zapišeš, katera izmed teh 3 sestavin je zate najtežja. Zelo ti bom pa hvaležna tudi, če klikneš subscribe in me tako podpreš, da lahko še naprej zate ustvarjam takšne vsebine. YouTube pa ti bo že predlagal naslednji video.